Danes bom najprej prosila Mihaela, da prebere 17. člen slovenske ustave. Prosim, Mihael. Izvoli, pridi sem. 17. člen. Ja. 17. člen ustave, to je tale ustavica, piše nedotakljivost človekovega življenja. Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni. Pika. Izvoli, Liljana, sem prebral. Nedotakljivost življenja. Že samo ime pove, da je življenje nekaj dragocenega. Tako dragocenega, da se ga nihče, prav nihče, ne sme ne samo dotakniti, ampak ga onemogočiti, ga raniti, ga na kakršenkoli način onesrečiti. Življenje je dar, pa ne samo za nas ljudi, tudi za živali, za celoten planet je življenje dar. Ker če ne bi bilo življenja, tudi jaz danes tukaj pred vami ne bi mogla niti stati. Življenje je življenje. In kdor ljubi življenje, kdor ljubi sebe in svoje življenje, ne bo niti pomislil, da bi nekoga ranil, prizadel ali mu vzel življenje. Ljubezen do življenja je ščit, ki nas ščiti pred vsemi tistimi, ki bi na kakršenkoli način radi to življenje ranili ali ga nam vzeli. Ustava jasno govori o nedotakljivosti življenja. Vendar poglejmo, kako nam jemljejo življenje. Ko se otrok rodi, dobi cepivo, dobi injekcijo, dobi v oči kapljice za strupi. Mamica ga mora pripeljati na obvezna cepljenja. In življenje se ranuje po kapljicah. To je tako kot sonce, ki počasi je ena črna pika, druga črna pika, tretja črna pika. Na začetku nekaj let je teh pik tako malo, da še vedno življenje sije. Vendar, ko se leta nizajo, je vedno več teh črnih pik in vedno manj radosti, vedno manj življenja. In ljudje grejo proti starosti in na žalost tudi umrejo. Nekateri pri 50, 60, 70, srečneži pri 80, še večji srečneži pri 90. Pri 100 letih pa je že kar velik čudež, da jih ljudje dočakajo. Zakaj je življenje omejeno? Saj imamo obljubo o večnem življenju. Zakaj življenje postane trpljenje? Zakaj? Zato, ker vladajo sistemski zakoni, ki niso v skladu z naravnimi zakoni. Zato, ker nam vladajo ljudje brez vesti. Zato, ker pišejo odloke in pravila ljudje, ki nimajo sočutja ne do sebe, ne do bližnjih, še manj do živali, še manj do rastlin in planeta Zemlje. In kje je rešitev? Kje je rešitev, da se bo spoštoval 17. zakon iz ustave? Tako, da se mi posamezniki odločimo za življenje, odločimo za to ljubezen do življenja, da rečemo odločni ne vsemu, kar uničuje, ranuje,
skrajšuje naša življenja. Odločni ne. Imamo pravico po ustavi. Vzemimo si to pravico. Živimo jo. O njej govorimo. To, da smo prejšnji teden kot društvo izstopili iz Združenih narodov, izstopili iz organizacije WHO, ni zato, ker mi želimo nekaj slabega sebi in članom. Ne. Mi želimo, da se spoštujejo naša življenja. Da ljudi ozavestimo, da ne delajo za življenje, ampak za smrt, za staranje, za bolezni, za suženjstvo, za bolečine. In naš glasni ne je ljubezen do življenja. Ker naše življenje je predragoceno, da bi ga dajali v roke ljudem, ki ga ne spoštujejo, ne cenijo, ki vidijo evre, dolarje pred življenjem. Mi nismo ekonomija tega sveta, da bi se z nami trgovalo. Danes tako, jutri tako, danes cepivo, jutri zdravilo. Nismo mi tukaj v sistemu zato, da bomo kapital spreminjali v kapital, da bojo naša življenja služila kapitalu. Naša življenja so dragocena, tako dragocena, da jih moramo sami ščititi. In tudi Društvo za srečno življenje Belis je z zadnjimi aktivnostmi zaščitil vsa naša življenja. Neizmerno sem hvaležna, da smo naredili velik zgodovinski korak in odločno rekli ne. Ne vsem pravilom, vsem predpisom, ki bi na kakršenkoli način posegali v našo suverenost, v naše življenje. Zaščiteni smo z ustavo, zaščiteni smo z naravnimi zakoni, zaščiteni smo z darom življenja, s katerim smo prišli na ta planet živeti, se radostiti, se veseliti in živeti. In kdorkoli, v imenu česarkoli, to življenje ranuje, ne dela po naravnih zakonih, dela za kapital. In mi v Društvu za srečno življenje Belis smo temu rekli ne. Ne. In ta ne je izrečen zaradi ljubezni do otrok, do nerojenih otrok, do naših vnukov, do nas samih, do naših sorodnikov, do naših prijateljev, do vas. Ta ne je za nas vse, da se prebudimo iz tega sistema kot zmagovalci, kot ljudje, ki smo se odločili za življenje, ker življenje je nedotakljivo. Spoštujmo naše življenje in življenje naših bližnjih, življenje živali, življenje rastlin, življenje na planetu Zemlja. In hvala vam vsem tistim, ki ste se odločili za to življenje in ki izrekate glasno ne vsemu, kar življenje uničuje, kar ga ranuje in kar mu ne omogoča, da je življenje, kar nam jemlje radost, kar nam jemlje mir, kar nam jemlje tisto, kar je najbolj dragoceno. Radost življenja. In najlepša hvala danes za vašo pozornost.